No, tako moja ideja je bila, da bi na začetku, da bi prvi del nekako predstavil to, kar je bistvo prijateljstva z tega našega krščanskega, cerkvenega vidika in potem te značilnosti pa stvari, ki jih bomo tukaj nekako srečali, prenes potem na življenje cerkve. Kaj bi to pomenilo konkretno lahko na življenju konkretnih občestev, torej tudi župnije. In sicer, kot boste videli, sem potem vzel za izhodišče tega pogleda na cerkev prav sinodalni proces in bi v okviru sinodalnega procesa morda nekaj stvari izpostavili glede prijateljstva. Ne vem, vsaj kolikor sem lahko spremljal, pa nisem spremljal vse večere, ki ste jih imeli na to temo, nekatere sem malo preletel, še nisem opazil, da bi omenili oziroma se ustavili ob knjigi Duhovno prijateljstvo, ki ga je napisal Elred Rjevalski. To je en cistercijan iz 12. stoletja. Se pravi, ki je napisal eno zelo zanimivo in tako zelo posrečeno, bi lahko rekli, knjigo o prijateljstvu in sicer v obliki dialoga. Pogovarja se z dvema prijateljema o prijateljstvu. In mislim, da bistvene stvari, ki so bile tam poudarjene, prav z tega verskega vidika še vedno držijo. Zato sem za izhodišče vzel to, okrog še malo kakšne druge stvari povzel in potem te značilnosti ali pa te ugotovitve poskušal, kot sem rekel, prenesti na cerkev. Torej, učitelj prijateljstva ga imenujejo, tega meniha tudi. In neka taka njegovo izhodišče, ki ga lahko najdemo v tem stavku, je: ljubezen in prijateljstvo sta razlog največjega veselja v življenju. Sta najočitnejše znamenje Božje navzočnosti v tem svetu. Sta bistvo prihodnega sveta. No, posamezne elemente tega bomo tudi postopoma spoznavali. Pater Špelič vam je že omenjal Cicera, da je že tudi Cicero napisal eno knjigo o prijateljstvu. Pa začnimo tudi mi s tem, kar tudi on omenja v tej knjigi Cicera kot enega, ki je razmišljal o tej stvari. Vemo, da je Cicero rekel: prijateljstvo je soglasje o človeških in božjih stvarih, ki vključuje dobrohotnost in ljubezen. Ljubezen je v tem soglasju o človeških in božjih stvarih tista moč, ki izključuje napako in greh. To je kar en tak pomemben vidik. Prijateljstvo torej izključuje nekaj, kar je narobe, še zlasti pa nekaj, kar je greh. Dobrohotnost pa je tista značilnost, ki daje prijetnost ljubezenskega čustva. Bomo kasneje videli še, zakaj je to poudarjeno. Ker v ljubezni ni vedno prijetnosti občutka. Bomo še videli. Zato pravi Cicero, da je prijatelj pravzaprav varuh ljubezni. In kot varuh ljubezni, torej, ki ne dopušča, da bi se greh vmešal, da bi se nekaj, kar je napačno, vsililo v odnos. Zato to je pravi prijatelj, ki to preprečuje. In zato je tudi varuh ljubezni. Zato pa je potrebna neka spoštljiva distanca med prijateljema. Zato, da lahko na nek način je varuh. Samo z neke razdalje si lahko varuh. Če si preveč noter, ne moreš biti varuh. V tem smislu lahko to razumemo. Potem izhaja iz nekako ugotavlja, kaj je narava prijateljstva in izvor. Pravi, narava prijateljstva je dobro. Prijateljstvo je v bistvu dobro.
Brez prijateljstva bi človek postal žival, celo zvir, pravi na nekem mestu. Torej bi poživinil, če rečemo tako po domače. Po eni strani je torej prijateljstvo bistveno dobro, ne? Po drugi strani pa pravi, da je prijateljstvo neka večna krepost. Zakaj? Zato, ker se ne konča. Ampak nasprotno že temu življenju daje okus večnosti. Torej vidite, da gre za v prijateljstvo v tem smislu, že po eni strani Cicero, ki ni bil kristjan, ga postavi kot zelo, zelo visok ideal, v krščanstvu se pa ta visok ideal samo nadaljuje. Zato je željo po prijateljstvu treba vzgajati, kar pomeni, da je potrebno širiti srce proti neskončnemu horizontu. Vidite, prijateljstvo pomaga človeku širiti srce brez konca. Zato prijateljstvo ni izključljivo v tem smislu, da bi nujno izključevalo. Lahko vključuje, samo vključuje, čeprav postavlja tudi meje, jasno. Če zdaj primerjamo prijateljstvo in krščansko ljubezen, potem moramo reči, da prijateljstvo ni preprosto krščanska ljubezen. Zakaj ne? Zato, ker krščanska ljubezen je nam naložena, zapovedana tudi do sovražnikov. Prijateljstvo pa ne. Pravzaprav prijateljstva ne moreš gojiti sovražnikom. Ljubiti ga pa moraš. V prijateljstvo je namreč nujno vključena vzajemnost. V ljubezen ne. Ljubimo zaradi Boga. Prijateljstvo pa ne moreš gojiti brez vzajemnosti. Tudi prijateljstvo nujno potem, če je vzajemno, prinaša tudi čustveno prijetnost. Ljubezen ne nujno. Seveda je pri tej čustveni prijetnosti potrebno biti zelo pozoren, zato ker je navzoča tudi v kvazi prijateljstvih, ki so zveze za slabo, za grešne stvari. Tudi tam je prisotna prijetnost. Ne? Zato je treba biti tukaj previden pri presojanju, za kakšno prijetnost gre. Ne? Ali gre res za pravo prijetnost v prijateljstvu, to čustveno prijetnost, ali pa gre za prijetnost v lumparijah, ne? Če tako rečemo. Na nek način lahko rečemo, da je ta prijetnost prijateljstva nek odtis Boga v človeku. Mi že hrepenimo po tej prijetnosti prijateljstva. Ni nič narobe, da hrepenimo potem. Smo ustvarjeni za to. Bog je tudi prijatelj. Jezus je rekel, vi ste moji prijatelji. Pomeni, da je to nekaj, kar je od Boga vtisnjeno v človeka in človeka vabi, da se dviga iz zla in da poišče neko duhovno prijateljstvo, ki mu bo pomagalo na tej poti osvobajanja. Zato k temu prijateljstvu spada nagrajenost, občutek nagrajenosti. Ja, si hvaležen, nagrajen, da imaš prijatelja, ne? Ni to nekaj samo po sebi umevnega. Ne? Potem vključuje tudi varnost, zato ker poveže v vzajemni zvestobi človeka. Zvestoba daje varnost. Zvestoba. In če prijateljstvo povezuje dve zvestobi, ne? Medsebojno, vzajemno. Ja, vidite, sem že malo pozabil na premikanje naših slajdov. Ne? Torej, zaradi dvoumnosti, saj bomo šli naprej. V tem smislu lahko, potem, ko gledamo prijateljstvo, tudi v tem razvoju, ker ima nek razvoj, lahko vidimo, da poznamo
meseno prijateljstvo, zemeljsko prijateljstvo in duhovno prijateljstvo. Nekako več faz te vzajemne povezanosti med seboj. In sicer meseno prijateljstvo v tem primeru pomeni, da izhaja iz čustvenosti in je usmerjeno tudi k pregreham. To je meseno. Ne samo k pregreham, ampak je lahko tudi usmerjeno k pregreham in zelo hitro privede do pregreh. Pogosto hitro razpade tako meseno, torej gradi na čustvenosti, na čutnosti in čustvenosti. Ne? Ni narobe, ker mi tudi to smo, to nosimo v sebi. Je del človeka. Mi imamo čute, imamo čutnost, ne? In ni nič narobe, da jo imamo. Ampak na tej ravni je še zelo nevarno, da prijateljstvo konča v pregrehi, to pa ni več prijateljstvo, smo že prej ugotovili, ker izključuje slabo in greh. Recimo, tako prijateljstvo hitro razpade, ponavadi, pusti potem tudi bolečine, ne? Mogoče bi taka otroška, mladostniška prijateljstva še lahko prepoznali, nekatera, ne vsa, nekatera prepoznali na tej ravni, kot ga avtor imenuje meseno prijateljstvo. Vsekakor je to neko plitvo prijateljstvo, je vendarle pa ena naklonjenost v tem prijateljstvu prisotna, vendar je treba biti pozoren, da to pozornost vodi razum, da jo ureja poštenost in usmerja pravičnost. No, to pa ni vedno lahko, ne? Zlasti ne otroku ali pa mladostniku, da uporablja že razum, pa poštenost in pravičnost v tem odnosu. Zemeljsko prijateljstvo bi lahko nekako poistovetili ali pa ga razumemo kot tisto prijateljstvo, ki izhaja iz pričakovanja kakšne koristi. In traja pravzaprav tako dolgo, dokler obstaja upanje na to korist. Torej to zemeljsko prijateljstvo, danes bi rekli bolj partnerstvo, ne? Partnerja sta pač dva partnerja ali v nekem projektu ali v neki zadevi, ki dokler dolgo si pomagata, dokler imata korist drug od drugega, sta partnerja, potem pa gre ta narazen. To recimo avtor imenuje zemeljsko prijateljstvo. Seveda pravi, da je to takšen gledanje prijateljstva skozi korist neprimeren cilj prijateljstva. Se pojavi in je treba biti pozoren, ne, v človeških medsebojnih odnosih se pojavi to, da bi drugega uporabili za dosego nekega cilja, ampak to ni še prijateljstvo, ki bi mu lahko rekli v pravem pomenu prijateljstvo. Saj ima pravico, bi lahko rekli, do prijatelja tudi tisti, ki ti nič ne more dati, torej ki ne more koristiti. Tudi on kot človek ima pravico do prijateljev. Če ne more nikomu nič dati, bi lahko rekli, ne bi mogel potem vzpostaviti prijateljstva. Zato je pravzaprav tisti cilj prijateljstva duhovno prijateljstvo, ki se rodi med dobrimi, upošteva kreposti in je zelo prijetno. Kristus je začetnik takega duhovnega prijateljstva in je tudi pot tega prijateljstva in hkrati cilj prijateljstva. Prijateljstvo, ki na nek način upošteva tudi Kristusa, ki ga vzame v ta odnos prijateljstva, vzame tudi Kristusa. Tako prijateljstvo, pravi avtor, to duhovno prijateljstvo, ima možnost, da traja večno. Je zastonjsko, čeprav tukaj na zemlji nepopolno. Ampak ima pa možnost, da traja večno. No, toliko mogoče z tega vidika bolj narave in izvora. Zdaj še mogoče o izvoru rečemo to, da je prijateljstvo naravni klic, da prihaja iz
človeške narave, da je človek tako ustvarjen. Prijateljstvo je neke vrste, celo lahko rečemo, povrnitev v raj. Če ima vse to, kar smo prej naštevali, duhovno prijateljstvo, ne? Potem je to neka vrste simfonija stvarstva. Dva človeka stopita v tako harmonijo, v simfonijo. Si odgovarjata, se ne poistovetita, se ne poistita, sta različna, ampak ta različnost je v harmoniji. Torej, simfonija stvarstva, ki različnosti povezuje v edinost. Vidite, to pa je opisano življenje v raju, v Edenu. Bog ustvari Adama in ga postavi v edenski vrt in tam je človek v harmoniji z vsem, posebej pa z drugim človekom. No, v tem smislu je to zanimiva ideja. Ne? No, tako uresničeno prijateljstvo je na nek način povrnitev v raj, neka slutnja tega, kako se je živelo v raju. Zato tako prijateljstvo varuje pred hudobijo. Vidite, če imaš to izkušnjo, živiš to prijateljstvo, boš težko stopil v neko slabo stvar. Zato, ker čutiš, da živiš neko bolj polno zadevo, ker boš začutil, da je vse, kar je manj od prijateljstva, bolj prazno. Zato te to varuje pred pred hudobijo. No? Potem nas tako prijateljstvo nas tudi na nek način zdravi, nas popravlja, ker smo ranjeni, ne? Po grehu smo ranjeni in gledajte, Bog je dal to sposobnost takega duhovnega prijateljstva, ki ni duhovno, ne narobe razumeti, duhovno prijateljstvo ni platonsko prijateljstvo. To so konkretni odnosi, v živo. Samo tako se duhovnost dogaja v krščanskem pomenu besede. Torej, takšen odnos daje okušati tudi lepoto tega, ko rečemo delati skupaj. Kako je lepo delati skupaj. Torej, življenje postavljati skupaj, iti v štric. Ne? Pa smo že pri sinodi, bomo potem videli, ne? Ki pravi, da smo v cerkvi zato, da hodimo skupaj. Ne? Okus tega, da smo skupaj, vidite, to je tudi en tak zanimiv okus, ne? Ki je pravzaprav božji okus. Kaj je Sveta Trojica? Sveta Trojica je, skupaj živijo tri osebe, tako povezane med seboj, da so eno. Vidite, okus po biti skupaj, živeti skupaj, delati skupaj. Kako je to tipično človeško? Človek je ustvarjen za skupaj. In prijateljstvo je en način, ne, kot je zakonen način, ampak na način zakona ne moreš biti z vsemi ljudmi. Si lahko samo z enim. Na način prijateljstva si pa lahko z mnogimi. In se mi zdi, to je kar dobro imeti v zavesti. Ne? Seveda, ker pa je to, da smo ta prijetnost, da smo skupaj, okus tega, da smo skupaj, zopet lahko dvoumno, ker prijetnost, da smo skupaj, lahko doživljajo tudi ljudje v eni tolpi, ki se pripravlja, da bo izvršila neko slabo dejanje. Zato so tam, ker se tam dobro počutijo. Zato je treba biti nad tem okusom, potem, da smo skupaj previdni, nekako bdeti nad njimi in imeti za to neka pravila. Zato ima prijateljstvo tudi neka pravila. Prijateljstvo, smo rekli, postavlja narava, zato je naravno dobro, utrjuje ga uporaba, ureja pa avtoriteta zakonov. Torej, mora biti tudi nekaj določil v prijateljstvu. No, to bomo zdaj malo pogledali te vidike. Morda še to poudari, ta pisatelj pravi, v prijateljstvo cveti večnost, vidite, ta okus po Bogu, biti skupaj. Ne, to je že tudi nekaj, ne samo, kar je spomin na raj, ampak je tudi nekaj, kar je, če hočete, spomin na nebesa.
spomin na prihodnost, ne? Če tako rečemo. Ampak nebesa niso zgolj prihodnost, so tudi že sedanjost, zato lahko tako rečemo. Ne? Torej, prijateljstvo, v prijateljstvo na nek način že zdaj cveti večnost. Pravo prijateljstvo, to duhovno prijateljstvo razodeva tudi resnico, ker s prijateljem lažje spoznaš, kaj je res, kaj ni res, kaj je prav, kaj ni prav. S takim prijateljem to lažje spoznaš kot sam. In v prijateljstvu ljubezen postaja prijetna. Že prej sem rekel, da ljubezen do sovražnikov ni vedno prijetna. Kar pomislimo, recimo na trenutne razmere. Putina ne smemo sovražiti. Rusov ne smemo sovražiti, jih moramo ljubiti. Prijatelj pa v tem trenutku ne moreš biti, ne? Ker se ne ujemata v človeških in božjih stvareh. Ne moreš biti prijatelj. Ljubiti ga pa moraš. Zato v prijateljstvu ljubezen postaja prijetna, ne? Ker sicer ni nujno vedno, da je. Tudi starševska ljubezen, ne, ni vedno prijetna. Čeprav je zelo prijetna, ne? Ampak je pa lahko tudi zelo boleča kdaj. No, prijateljstvo, dokler je prijateljstvo, pa ne more biti boleče. Če postaja boleče, pomeni, da se že razkraja, da ni več prijateljstvo, oziroma da se nekaj dogaja. Brez prijateljstva človek težko preživi. No, nekaj še o koristih, mejah in ciljev prijateljstva. Torej, v tem težko preživimo, kot smo že rekli, brez prijateljstva. Človek se ne more v polnosti razživeti brez pristnih duhovnih prijateljstev. Prijateljstvo je dobrina, brez katere človek postane zver, smo rekli, ne? Zato je na nek način, mu lahko rečemo, da je tudi zdravilo življenja. Življenje je grenko. Po izvirnem grehu je življenje grenko. Je napovedano. Tretje poglavje prve Mojzesove knjige napoveduje, da bo bolelo, da bomo trpeli, da ne bo samo prijetno na tem svetu. Prijateljstvo je zdravilo življenja. To je že zapisal modri Sirah. Vidite, zdravilo. Ko čutiš grenkobo življenja, ko vidiš, kako je težko, ne, kdaj, ne, takrat je prijateljstvo tisto, ki to zdravi, ki pomaga to preživeti. Potem, če imaš dobrega prijatelja, lahko rečeš, ne, da so prijetne stvari še prijetnejše v tem prijateljstvu, nesreče pa lažje. Ne, tako vidite to zdravilo. Ne. Po drugi strani, potem naprej lahko rečemo, da je prijateljstvo odlična stopnja na poti doseganja popolnosti. Zakaj? Pomaga namreč človeku do praga božje ljubezni. Ker mi smo poklicani, da zaživimo božjo ljubezen, da v božji ljubezni zaživimo, ne? Da tudi v božjem spoznanju zaživimo. Ampak do tega moramo priti skozi en proces. In v tem procesu nam prijatelji, ti dobri prijatelji, lahko zelo, zelo pomagajo. Zato je prijateljstvo človekova potreba, ne samo po izvirnem grehu, je bila tudi v raju, ampak tam je bila samo po sebi umevna, po izvirnem grehu je pa to posebna potreba za zdravilo naše ranjenosti po grehu. Zato je prijateljstvo, tako na tej duhovni stopnji prijateljstva, pot k Bogu. No, morda še eno besedilo tega avtorja na to temo, takole med drugim pravi: prijateljstvo je torej bogatim za slavo, izgnanim za domovino, revnim za premoženje, bolnim za zdravilo, mrtvim za življenje, zdravim za milost, šibkim za moč, močnim za nagrado.
Prijatelje namreč spremlja tako velika čast, spomin, hvala in hrepenenje, da se nam njihovo življenje zdi hvalevredno in smrt dragocena. Kar presega vse te stvari, je to, da je prijateljstvo tako rekoč stopnjo bliže popolnosti, ki je v Božji ljubezni in spoznanju Boga. Torej, tukaj nam dober prijatelj pomaga. Po njem lažje pridemo do spoznanja Božje ljubezni in do Božjega spoznanja. Človek, ki je prijatelj človeku, postane Božji prijatelj, kot pravi odrešenik v Evangeliju, ne imenujem vas več služabnike, ampak svoje prijatelje. Prijateljstvo gotovo spada k ljubezni, vsebuje zadovoljujoč občutek varnosti, to je naslednji korak, varnost, potem sladkosti in ljubkosti. To so take koristi, imenuje pisatelj, koristi prijateljstva. Kaj iz prijateljstva dobimo? Ne da bi zahtevali, ne da bi hoteli, nam je dano v prijateljstvu. Varnost, sladkost življenja, prijateljstvo osladi življenje in ljubkost. Tako s prijatelji je življenje postaje ljubko. S sovražniki je težko, s prijatelji pa ljubko. Zato, ker prijateljstvu uspe, da postavi skupaj krepost in nagnjenost. Mi imamo nagnjenja v sebi, ki jih lahko uporabimo v dobro ali pa v slabo. Prijateljstvo mi pa pomaga, da ta nagnjenja spremenim v krepost, da jih uporabim v življenju kreposti. Velika naloga, pomoč drug drugemu, če smo prijatelji. Lahko bi tako po grško rekli, da prijateljstvo je sprava med erosom in agape. Med to erotično ljubeznijo, ki je ta človeška ljubezen, ki te žene k drugemu naproti, in pa agape, ki je Božja, popolnoma zastonska ljubezen. Prijateljstvo na nek način to združuje v sebi. To nagnjenost k drugemu, hrepenenje po drugem in pa to zastonsko Božjo ljubezen. Prijateljstvo je treba potopiti v Kristosov vzorec prijateljstva. To je edini vzorec, bi lahko rekli. Tako to meseno in zemeljsko prijateljstvo dobi pravo smer, dobi tudi pravi pomen. Ali kot pravi apostolska dela, da so kristjani bili enega srca in enega duha. Vidite, to je smer prijateljstva. Niso bili vsi možje pa žene med seboj, ampak so bili prijatelji med seboj, prvi kristjani. Tako so se ljubili med seboj, da so drugi to videli in so rekli, glejte, kako se ljubijo med seboj. Ker so bili enega srca in enega duha. Vidite, to je označba za prijateljstvo. To je to duhovno prijateljstvo. Kristus je postavil za mejo prijateljstva dati življenje, za rob prijateljstva pa krepost, ki pusti zunaj duhovnega prijateljstva vse, kar ni pošteno. To je pa rob. Se pravi, od tod več ni prijateljstva. Če se odločim za nekaj nepoštenega, za nekaj nedobrega, za nekaj grešnega, recimo celo lahko, potem takrat prijateljstva ni več. To je pa meja, rob prijateljstva. No, mogoče še med nekaterimi pravila, še nekaj takih pravil prijateljstva. Prijateljstvo smo že videli, da se rodi iz ljubezni, ampak jo na nek način, ko jo vključuje, jo tudi na nek način presega, ali bi lahko tudi kako drugače rekli, kot smo že omenili, se ne pokrivata te dve stvari. Ljubezen je širša in gre še naprej. Ljubezen izhaja iz narave, naravne spodbude in iz zapovedi.
Božja zapoved, ljubite sovražnike. Ne? To ni po naravi. Ljubiti sovražnike ni po naravi, ampak je iz zapovedi. Medtem ko ljubiti je pa iz narave. Ne? Prijateljstvo pa naredi na nek način neko sintezo, ne? Ker nekako izpade tisto ljubezen do sovražnikov, ne? Izpade iz prijateljstva in mu uspe narediti sintezo med razumom in čustvi. To ni vedno lahko. Ne? Zlasti v mladostni dobi ni vedno lahko narediti povezavo med razumom in čustvi. Zato je tako pomembno, da pri razvoju tudi te zakonske ljubezni, ne, po zaljubljenosti še kar en lep čas, ne, dva ostaneta prijatelja, da najprej razvijata prijateljski odnos, šele potem odnos fant-dekle. Tukaj živimo v dobi, ko tega ni, ko velikokrat tega ni. In zato je tudi toliko zvez, ko se konča nesrečno. Ker zmanjka te stopnje, pa manjka stopnja prijateljstva med dvema. Potem je občudovanje dobrega v drugem prijateljstvu, občudovanje dobrega v drugem, je okušanje prijetnosti soglasja, ne? Zato je struktura prijateljstva občudovanje, zrenje kreposti v drugem, lepo vedenje, prijetnost, lepo vedenje in pa prijetnost vedenja, ki ga drug drugemu dajemo. Vedenje v smislu spoznavanja, poznavanja. Vedno več vem o tebi, ne, ko se razvija prijateljstvo. In to je nekaj prijetnega. Ko čutiš, da ti drugi zaupa in ti razodeva samega sebe. Ne? To je nekaj zelo, zelo osrečujočega. Ne? In to je znotraj prijateljstva. Za razliko od ljubezni, ki jo dolgujemo vsem, prijateljstvo izbira. Vidite, to je ena značilnost prijateljstva, izbira. In sicer v to izbiro sodi privlačnost, oseba me mora privlačiti. Ampak to privlačnost je zdaj treba še preizkusiti. To je druga značilnost ali drugo pravilo znotraj prijateljstva. Prijateljstvo je treba preizkušiti. Nihče ne ve kar takoj na prvo žogico, a bo to se razvilo v pravo prijateljstvo ali ne. Zakaj? Zato, ker željeni sad prijateljstva je mir srca. In zdaj, če ti ta odnos ne daje, ne vodi v mir srca, potem očitno nista na pravi poti. Ali ni pravi človek. Skratka, to je taken preizkus. Ali mi daje mir srca ta zveza, ali mi ga ne daje. Seveda velja za obe osebi. Obe morata to druga v drugi zaslutiti. Potem je sprejem. Ne? To se pravi najprej privlačnost, potem preizkus, če tako rečemo, potem pa sprejem te osebe za prijatelja. In iz tega nastaja soglasje. Tako bi lahko rekli, da so to 4 stopnje v nastajanju prijateljstva. Privlačnost, preizkušnja, neka doba preizkušnje, ne? Potem sprejem in razvijanje soglasja, ki gre naprej, ki se ne konča, ki se nadaljuje. No, pri tem izbiranju prijatelja lahko rečemo, da je treba paziti na nekatere stvari. Imamo ljudi, ki niso primerni za prijatelje. In avtor našteva, to so jezljivi, nestanovitni, nezaupljivi in klepetulje. Ti so neprimerni za prijatelje. Jezljivi zakaj? Zato, ker rušijo mir. Mir srca, smo rekli. Mir srca je pa eden izmed sadov prijateljstva. In jezljivi ljudje ne prinašajo mira srca. Potem smo rekli nestanovitnost.
Nestanovitnost ruši stanovitnost, trdnost, ki jo daje prijateljstvo. Smo pa rekli, da daje neko gotovost, neko varnost. Medtem ko, če srečaš nestanovitnega človeka, ki je danes tako, jutri tako, se ne more to razviti. Potem nezaupljivi, ker rušijo zaupanje, ki je ena temeljnih stvari v prijateljstvu. Da ti zaupam, da v tej zvestobi lahko ostajava zaupljiva drug do drugega. In pa klepetulje, ker klepetulje ogrozijo skrbno varovane skrivnosti med prijatelji. Med prijatelji so skrivnosti, ki ostanejo med njima. Če sta zaupna, potem si lahko zaupata. Te stvari, te značilnosti teh ljudi nasprotujejo temeljni ideji duhovnega prijateljstva, ki je usklajenost, ki vključuje mir, trdnost, transparentnost in intimnost. Intimnost pa predpostavlja spoštovanje, ker intimnost je možna samo tam, kjer se ljudje spoštujemo med seboj. To je kar so velike zahteve. To so pomembne zahteve, to niso lahke zahteve. Ampak avtor pravi, ja, od odnosa, ki odseva podobo večnosti, ne smemo zahtevati manj. Seveda pa priznava, in mislim, da je samo po sebi umevno, da to ne nastane naenkrat, da je to stvar razvoja. No, teh neprimernih ljudi pa seveda ne smemo povsem izključiti iz prijateljstva. Bi bilo zopet narobe. Namreč v primeru, da ti ljudje spoznajo to svojo slabost in so se pripravljeni in se želijo spremeniti, takrat jim je pa treba dati priložnost. Takrat jim je pa treba pomagati in močnejši pomaga, da lahko se rešijo te značilnosti in potem so pa primerni za prijatelja. Kaj storiti v krizi prijateljstva? Lahko bi rekli, ja, prijateljstvo lahko tudi razpade. In kaj je tisto, kar povzroča razpad prijateljstva? Takole pisatelj našteva: zmirjanje, sramotenje, napuh, izdaja skrivnosti, izdajalski udarec. V ozadju vidimo, da so v bistvu napadene tiste pozitivne prvine prijateljstva, ki so spoštovanje, blagost, ponižnost, upoštevanje, zvestoba. Ko je to napadeno, takrat prijateljstvo začne razpadati. In kaj storiti v krizi prijateljstva? Avtor svetuje, nikoli ga na hitro prekiniti. Ampak postopoma parati z ljubeznijo. Parati, veste, kaj parate, ne? Obleko paramo, ne? Pravi, počasi parati z ljubeznijo. Zakaj? Zato, ker prizadeti v odnosu prijateljstva mora tega človeka še naprej ljubiti. Tudi če se bo prijateljstvo nehalo, ker ni več pogojev, tam mora ga še pa naprej ljubiti. Veste, ljubezen pa ne razpade. Prijateljstvo lahko razpade, ljubezen pa ne. Zato je to treba delati počasi. Ker če na hitro naredimo, lahko iz razočaranja in ne vem kakšne užaljenosti, prizadetosti, začnemo sovražiti. Zato je treba prijateljstvo, če ga je že treba, počasi parati. No, takem zanimiv se mi zdi, ena zanimiva ugotovitev, ki mogoče danes ni najbolj na očeh. Zlasti mladi zelo hitro stenejo prijateljstvo, ga razbijajo in grejo naprej, kar seveda pušča nove rane. Izbiri sledi preverjanje. No, to so neke značilnosti, ki se pojavijo. Ljubezen mora ostati, medtem ko to notranje zadovoljstvo pa izgine in zato tudi ni več prijateljstva. No,
kaj je treba v prijateljstvo preverjati in sicer ali preizkusiti, ko smo rekli, da je doba preizkušnje. 4 stvari so bistvene, da jih v odnosu preizkusimo, predno to postane res trdno prijateljstvo. In sicer zvestoba, ki je temelj varnosti, namen prijateljstva, kakšen namen ima drugi, ker razodeva pričakovanja. Namen je lahko samo prijateljstvo in nič drugega. Torej ne more biti da nekaj dobim, ampak zgolj samo prijateljstvo. Sposobnost razločevanja, kar bi lahko rekli, da je sposobnost modrosti in razsodnosti. Torej, tudi to je pomembno za prijateljstvo. Nekdo, ki še nima dovolj modrosti in razsodnosti, bo težko res pravi prijatelj. In pa potrpežljivost. Kajti potrpežljivost daje stanovitnost, ker se prijateljstvo bo razvijalo in zato je treba biti tudi stanoviten, potrpežljiv. In potrpežljivost preprečuje, da bi nasprotja vodila v prepad in ohranja zastonjskost. Nasprotja se pojavljajo in jih je treba zdaj tako s potrpežljivostjo preoblikovati v neko novo držo. Daje tudi zmožnost izboljšanja kakšne šibkosti, potrpežljivost. Če se pojavi neka šibkost, neka slaba točka prijatelja, če sem potrpežljiv v prijateljstvu, dovolj potrpežljiv, potem bom lahko tudi pomagal, oziroma bo on meni lahko pomagal, če ga prej prepoznam, da je dovolj potrpežljiv v taki stvari. Brez prijatelja, s katerim bi delili, kar imamo, postane tudi bogastvo nepomembno. Torej tudi bogastva, ki jih imamo različna, v prijateljstvu dobijo novo ceno, nov vidik, nov sijaj. Prijateljstvo je zato tudi res vrnitev v raj, saj raj prebiva v srečnem človeku. Torej, prijateljstvo omogoča srečo človeku, ki ljubi in ga ljubijo, ker to je v prijateljstvu, jaz ljubim in sem ljubljen, v tej božji ljubezni, ki je zastonjska, pa nisem vedno ljubljen. Zato je to pomembno, da imam to izkušnjo. To seveda nastaja postopoma. Meseno prijateljstvo lahko postane zemeljsko in zemeljsko počasi postane duhovno prijateljstvo. Še kakšen praktičen nasvet za prijateljstvo? Kako torej gojiti prijateljstvo? V tem smislu nasvet. Preprostost in pristnost sta 2 drži, ki zelo pomagata v grajenju prijateljstva. Kar je nasprotje preprostosti in pristnosti, je pravzaprav strup prijateljstva. Ovinkarjenje, nezaupanje, tako govorenje za hrbtom, to je strup prijateljstva. Če bi rekli, kaj dajejo, kakšne začimbe ima prijateljstvo, bi lahko rekli, da je prijetno govorenje, veselje na obrazu, ljubeznivo vedenje, vedrina v očeh. To so take začimbe, ki prijateljstvo uživijo, ki dajo tudi nekaj veselja, prijetnosti, tega občutka sprejetosti. Potem medsebojno podeljevanje dobrin. Prijatelju se pomaga, ko potrebuje in konec. Ni debate, ker so pravzaprav moje dobrine tudi njegove dobrine. Prijatelju pomagaš, če mu le lahko, in dati je treba vedno z veseljem, kot da si ti, ki daješ obdarovanec. To je lastno prijateljstvo, ker mu res daš z veseljem in mu res daš ne samo, kar imaš več, ampak tudi to, kar ti potrebuješ, pa on še bolj potrebuje, si mu pripravljen dati. Potem opominjanje in poboljševanje tudi spada v prijateljstvo. Svetovati je treba neustrašeno, jasno, svobodno, ampak tako, da je opominjanje prijetno.
ne da je opominjanje neprijetno. Torej, prijatelj najde način, da je opominjanje prijetno prijatelju. Zelo pomembna stvar, ker imamo napake. In vemo, če nam to grobo reče, bomo zelo težko popravili. Če nam pa kdo tako reče, da nas potegne v popravljanje tega, bomo z veliko večjo lahkoto popravili to, kar smo ugotovili, da je narobe. Grajanje, če je potrebno, ne sme biti žaljivo. Torej, vidite, prijateljstvo ni samo neka sladkoba, ampak je tudi to pomoč pri preobračanju, pri spreminjanju človeka. Pohvala je redni del prijateljstva, brez nekega prilizovanja, torej pohvalim, ne da bi za to kaj imel. Seveda je prijateljstvo daleč od vsake strogosti ali hlapčevanja, torej tega, da bi eden bil nadgledoval drugega, drugi bi bil njegov hlapec, ki ga vodi, psiče, ki ga vodi na povodcu. Tudi to najdemo v nekaterih prijateljstvih, ki so v narekovaju prijateljstva. Zato to dejansko ne sodi v prijateljstvo. Odkritosrčnost in prijaznost skupaj morata hoditi v prijateljstvo. Odkritosrčnost, ja, to se pravi, če je potrebno povedati, ampak prijaznost. Tudi neke vrste prikrivanje, kdaj sodi v prijateljstvo. Zdaj, v kakem smislu? Prikrivanje kakšnega čustva, kakšnega vzgiba, in v tem primeru ne gre za neko varanje, ampak se tiče nekega spregleda, če bi tako rekli, ali odloga, neke vrste odmor, da se jaz čustveno umirim, da ne bom v čustvenem navalu povedal to narobe. V tem smislu prikrivanje, da se malo zadržim, da malo obvladam samega sebe v tem čustvenem odzivu, tako dolgo, da se to umiri in da lahko v miru potem to povem. Torej, to ni nekaj nedostojnega v prijateljstvu, če na tak način malo svoja čustva trenutno skrijemo, ampak ne zato, da jih ne bi potem razodeli, ampak da jih razodenemo na pravi način. In še nekaj je se treba v prijateljstvu varovati, da ne dajemo prijatelju prednosti pred drugimi. Recimo v službi ali v cerkvi, kjerkoli prednosti, ampak da ima prednost skupno dobro. Ko gre za take stvari, torej, da v službi ne protežiram svojega prijatelja, ki je manj sposoben za nekaj kot nekdo drug, ali v politiki, da spravim na neko mesto prijatelja, čeprav ni sposoben za to. To ne sodi v prijateljstvo. No, zdaj moram pa priti na cerkev, da ne bo predolgo, da ne bomo predolgo. No, to bomo malo preskačili. Zdaj, tukaj sem sicer že postavil papeža, pa bomo najprej še se vrnili k cerkvi. Glejte, to, kar smo zdaj rekli o prijateljstvu, je pravzaprav nekaj, kar je neobhodno potrebno za grajenje cerkve. Neobhodno potrebno. Trenutno govorimo o sinodalnosti cerkve. Sinodalnost je oblika cerkve, način življenja cerkve, ki pomeni hoditi skupaj proti istemu cilju. Na tej poti, skupni poti, pa skupaj mislimo, se poslušamo, skupaj razpravljamo, skupaj razločujemo, skupaj delamo nove korake, iščemo odgovore na vprašanja skupaj. In kdaj lahko skupaj najlepše delamo? Če smo prijatelji. Zato je pravzaprav sinodalnost prijateljska pot cerkve. Bomo najlažje prišli do cilja. V sinodi imate tudi na tem logotipu, spodaj te 3 stebre ali pa 3 temelje: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Zdaj, če ugledamo malo občestvenost, kako nastaja občestvenost?
tako da se ljudje srečajo, da se spoznajo in si začnejo pripadati. A ni to prijateljstvo? Kaj pomeni pripadati? Pripadati pomeni zelo pomembno stvar. Ne? Če mladi, recimo, pripadajo eni skupini, ki je dobra, se identificirajo to skupino, vidite, oni delajo to, kar je tej skupini lastno. Se identificirajo s to skupino. Ji pripadajo. Če je skupina za hudodelstvo, ji pripadnost jih vodi v hudodelstvo in bodo delali hudodelstvo in bodo celo mislili, da delajo dobro. Vidite, pomembno, komu pripadam. Konec koncev človek ne more ne pripadati, ker je ustvarjen kot bitje pripadnosti. In cerkev je Kristus postavil zato, da bi imeli neko sredino, pametno, zdravo, v Bogu zasidrano sredino, v kateri bomo pripadali. In potem bomo živeli po tej pripadnosti, ki je pripadnost Kristusu, pripadnost Bogu, pripadnost občestvu. In iz tega sledi potem tudi ravnanje in življenje v vsakdanjem delu, življenju, vsakdanjiku. Ne samo takrat, ko k maši pridemo skupaj. Vidite, pripadnost cerkvi pomeni, da jaz na vsakem koraku delam tako, kakor odgovarja tej skupnosti, kateri pripadam. In to ne, da moram misliti, ne? Ja, zdaj pa spet moram delati tako, kot dela cerkev. Ne, da je to del mene. Ne? Tako pripadam v tem prijateljskem odnosu, da to samo po sebi, to ravnanje prihaja iz mene. Tudi to je del sinodalnosti. Ali soudeleženost, tu imamo sicer sodelovanje, ampak jaz mislim, da je bolj pravi izraz, ki je iz originala, participacijo je tam, ne? Pomeni, to je bolj soudeleženost kot sodelovanje. Sodelovanje je lahko tudi samo zunanja stvar, nekoga pokličemo, da sodeluje pri eni stvari, ker mi ne znamo. Ne? Medtem ko soudeleženost pa pomeni, da sem jaz zraven, da smo skupaj, da imamo iste občutke, da imamo iste namene. Ne? Torej, to je soudeleženost, da sem ves tam zraven. In to pa že nekaj prijateljstva, tega, kar smo prej o prijatelju govorili. Ne? Sodelovati, vsak dan na razpolago svoje najboljše za druge. Ne? Torej, najboljše, kar imam, dam za druge. To je prijateljstvo. Da dam na razpolago prijatelju najboljše, kar imam v sebi. In to je cerkev, ne? To je, v tem smislu je to cerkev. In to za skupno dobro, za dobro župnije, za dobro skupine, v kateri deluje. Ne? In iz tega pa normalno sledi tudi poslanstvo. Kaj pa poslanstvo? Je pa pričevanje in oznanjevanje. Ampak pričevanje na prvem mestu. In kaj je tisto prvo pričevanje cerkve v apostolskih delih? Poglejte, kako se ljubijo med seboj. Prijateljstvo je prvo pričevanje. Ne platonsko prijateljstvo preko medijev, ampak tisto konkretno prijateljstvo. Glejte, bom povedal čisto en tak primerček. Ne? Se spomnim, ko sem bil kaplan, smo imeli kar nekaj otrok še pri veruku. In sicer vsako leto smo imeli približno 130 do 150 birmancev. Vsako leto. V 7. razredu. V 8. razredu v 8. razred se je prijavilo tam 15 do 20 otrok. Do konca leta, če jih je 5 ostalo preživelo, ne, je bilo veliko. Potem smo pa začeli z birmanskimi skupinami. In jaz se spomnim, da sem takrat posebej poudarjal tem našim animatorjem teh birmanskih skupin. Sem rekel, gledajte, vaša naloga je, da te otroke povežete med seboj in z vami, da boste postali prijatelji.
kar je treba jih naučiti, pa drugo, to bom jaz pri veruku naredil. In veste, da se je počasi, po nekaj mesecih, se je začela udeležba pri maši otrok izboljševati, zato ker so se oni v skupini zmenili, da bojo skupaj prišli k maši, da se bojo po maši dobili. Vidite, ko so začeli postajati prijatelji, so začeli prihajati tudi v občestvo župnije. In naslednje leto se je v 9. razred upisalo tam od 80-90 otrok. Veste, kaj pomeni prijateljstvo? Zlasti na tem nivoju otrok, ker še niso sposobni ne vem kakšne duhovnosti. Prijateljstva so pa sposobni in se ga tudi želijo. To se mi zdi, da je to, kar je sinodalnost. Skupaj hoditi. Vidite, samo če si v živo skupaj, lahko ti drugega vnameš, kot je rekel Slomšek. Ne? Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Najprej sam goriš, potem pa mimo grede, ko živiš z drugimi, ta odnos prijateljstva, še druge vnameš. Ne? To je sinodalnost, ali če hočete tudi način evangeliziranja. Konec koncev to je Jezusova metoda. Jezus je zbral, najprej jih je poklical, potem je z njimi živel tako, da so ga kot človeka zaznali, spoznali, da so prodirali drug v drugega, postajali prijatelji, ne? In šele, ko so bili prijatelji, jim je začel dajati tudi poslanstvo. Ampak so zopet prišli skupaj in zopet to prijateljstvo utrjevali. En tak lep primer, ki je sicer tako na hitro rečen ali pa povedan, je tudi to dogajanje na poti v Emaus, dveh učencev na poti v Emaus. Glejte, bežita iz Jeruzalema, pojavi se tujec, najprej je Jezus tujec, potem postane njun sopotnik, vidite, tujec, o njem nič ne veš, potem postane sopotnik, ko jima prisluhne, v čem sta, in potem odgovori z Božjo besedo, da jih pelje skozi Božjo besedo, skozi svetopismo. Postane prijatelj. In kje vidimo, da sta ga ona dva sprejela za prijatelja? Ko mu rečeta, glej, večer je že, tema se dela, daj vstani z nama. To ne rečeš tujcu, ker tak, ne? Ampak nekomu, za katerega nekaj že čutiš. Ostani z nama. No in pri lomljenju kruha je pa postal ljubljeni. Tisti, ki ga je oče razodel, to je moj ljubljeni. Ne? In sta ona dva prepoznala, da je to tisti, ki ga ona dva ljubita. In to je spremenilo njuno življenje za 180 stopinj. Prej sta bežala iz Jeruzalema, zdaj se vračata v Jeruzalem. To je sinoda, to je sinodalna pot. Biti skupaj z drugim na poti. Nimamo vnaprej nekih načrtov, kaj moramo doseči. Ampak pustimo, da se zgodi najprej prijateljstvo v župnijah. Kako bomo pripeljali tiste, ki so se oddaljili nazaj v skupnost župnije? Tako da bomo najprej z njimi postali človeško prijatelji. Potem bo veliko lažje jih pripeljati nazaj tudi v skupnost župnije, v skupna obhajanja in skupna doživljanja. In potem učenca nadaljujeta isto, kar je delal Jezus. No in to smo mi potem poklicani delati isto na župniji. Ne le oznanjevanje, ampak tudi pričevanje. Ne? Oboje je tukaj potrebno. No, potem sem tukaj za konec pa vam dal še papeža Frančiška, ki v Veselite in radujte se, ne? On postavi 5 značilnosti svetosti in ena izmed teh značilnosti svetosti je tudi v občestvu, živeti v občestvu. In sicer pravi, tudi svetost se dogaja v paru.
v dvoje. Bi lahko rekli v prijateljstvo. Papež Frančišek v tej spodbudi pravi, težko se je bojevati proti lastni poželjivosti, proti zasedam in skušnjavam hudobnega duha in sebičnega sveta, če smo sami. In zato potem ugotavlja, svetost je skupna pot, ki jo hodimo v paru. Dobesedno tako reče. Torej, niti svetniki ne moramo postati brez prijateljstva. Potem lahko se kakšno prijateljstvo razvije tudi v zakonski odnos, ne? Ampak načelno ni samo zakonski odnos pod svetosti, ampak je pod svetosti vsako prijateljstvo. Prijateljstvo, pravi papež, je teološki prostor, v katerem doživljamo tudi mistično navzočnost ostalega. Konec koncev sta ta dva prijatelja bila tudi prijatelja, zato sta šla skupaj iz Jeruzalema v Emaus. Če ne bi bila prijatelja, verjetno ne bi šla skupaj. Ampak ta njun odnos je dal prostor za ostalega. Da je v tem odnosu prijateljstva se pojavil ostali. To je mistično doživetje. Torej, to je pa zadnji domet prijateljstva, da drug drugemu omogočamo, da se pojavi ostali v našem prijateljskem odnosu. Ne? In ko se pojavi ostali med nama, takrat postajava midva sveta. Ker sveti smo takrat, ko Božja svetost se naseli v našem odnosu. Ne? V tem primeru odnosu prijateljstva, ki je teološki prostor. Zato je tudi prostor mističnih doživetij. In poznamo med svetniki veliko parov, ne, prijateljev, ki so doživljali mistična doživetja. Oziroma pravzaprav praktično vsi redovi, ne, so nastali tako, da so se najprej tistemu ustanovitelju, ki je izbral to pot, pridružili njegovi prijatelji. Vidite idejo? Prijatelji so prišli in so z njim zaživeli. Šele potem so se začeli drugi pridruževati. In verjetno je kdaj kriza redovništva tudi v tem, da tisti, ki na novo pridejo, ne postanejo najprej prijatelji med seboj. Ampak gradijo bolj na nekih kvazi duhovnih podlagah, ne pa na pravih duhovnih podlagah, ki vzamejo zares človekovo človeškost, to, kar mi smo. In še zadnja, to smo že predelali. Spomnim vas še samo na Papeževo okrožnico Vsi smo bratje, v kateri govori v 6. poglavju o dialogu in družbenem prijateljstvu. Torej, vidite, papež izpostavi tudi družbeno prijateljstvo. Torej, poznamo tudi družbeno prijateljstvo. Prijateljstvo, če hočete, med državami. Prijateljstvo med različnimi segmenti družbe. Seveda, to ni to osebno prijateljstvo v tem smislu, ampak ima pa podobne lastnosti. In papež pravi, bodočnost, mir v svetu, mir v tem skupnem domu je odvisen tudi od tega, a smo sposobni graditi družbo prijateljstva ali ne. No, s tem bi morda jaz zaključil, da ne bom predolg za nocoj. Upam, da nisem preveč dolgočasen bil s tem, ampak se mi je zdelo, da je potrebno najprej še enkrat osvetliti te bolj teološke vidike prijateljstva, da lahko prepoznamo, ja, Kristus je ustanovil cerkev zato, da bi bili na svetu prijatelji, ki imajo v svoji sredi njega, ostalega, in zato so lahko poslani svetu, da v svetu pričujejo in oznanjajo in tako prinašajo veselo novico evangelija.